Ustavno sodišče je sprejelo prelomno odločitev, ki bo vplivala na številne lastnike gradbenih parcel. Gre za primer občine Domžale, ki je po razsodbi Ustavnega sodišča nezakonito spremenila rabo zemljišč na območju poslovne cone Želodnik iz stavbnih v kmetijska in gozdna zemljišča. Spremembo namembnosti zemljišč iz zazidljivih v nezazidljiva je občina lastnikom povzročila za približno 20 milijonov škode, kar je precej več, kot znaša celoletni proračun občine. In kaj bo zdaj storila županja? Nika Konavar. Tole je eno od številnih zemljišč v Želodniku pri Domžalah, ki so z eno potezo spremembo občinskega prostorskega načrta postala nezazidljiva. Na območju načrtovane industrijske cone je bila več kot 20 let dopustna gradnja poslovnih prostorov. Nato pa je občina tik pred zadnjimi lokalnimi volitvami zemljišča opredelila kot kmetijska in gozdna, kar pomeni, da je gradnja na njih dovoljena le za infrastrukturne objekte v javnem interesu in objekte namenjene kmetijski predelavi. Gre za eno najbolj prelomnih odločitev zadnjih let, pojasnjuje odvetnica, ki je v imenu lastnikov zemljišč sprožila ustavni spor. Gre za izjemno oškodovanje lastnikov zemljišč. Pravzaprav je tudi tukaj vprašanje pravne varnosti. Recimo gospodarska družba kupi neko stavbno zemljišče z namenom gradnje ali pa zasebni investitor in pravzaprav brez nekih pravnih podlag in pa nekih jasnih podlag, tudi strokovnih, občina sprejme prostorski načrt, kjer spremeni namembnost zemljišča v gozdno ali kmetijsko. Prepričani so, da je domžalska občina s to spremembo 3 podjetjem, upravljavcu državnega premoženja SDH in 2 zasebnih, Mercatorja in Rolteka, povzročila za okoli 20 milijonov evrov škode, ki jih bodo poskušali iztožiti v odškodninski tožbi. Posledično ta odločitev Ustavnega sodišča od zdaj naprej varuje tudi vse ostale lastnike stavbnih zemljišč po državi. Kot še razlaga Vesna Cukrov, se morajo občine zavedati, da potrebujejo za spreminjanje namembnosti jasne pravne podlage in da morajo v te postopke na primer vključiti tudi javnost. In pravzaprav tudi razumeti, da občine, glede na to, da so na nek način oblast, nimajo moči arbitrarnosti proti zasebni lastnini. In kaj bo zdaj storila občina Domžale? Dobri 2 leti jo vodi nekdanja podžupanja Renata Kosec. Zgolj pisno so zapisali, da bodo sledili navodilom Ustavnega sodišča. Ta jim je sicer za odpravo neustavnosti dalo 1 leto časa.